Zastršek, akcija, v kateri sodelujemo skupaj, tudi nam veliko pomeni, tudi zato, ker na tak način pomagamo pravzaprav tistim najbolj ranljivim skupinam, to so starejši. Kakšen je vaš odnos do tega, da ste mesec na tak način naredili resnično nekaj lepega in dobrega za starejše? Ja, najprej hvala za povabilo Novemu tedniku in Radio Celje. Z veseljem se odzivamo na, bom rekel, na klic dobrote, ali kako bi že tem rekli. Jaz mislim, da smo dolžni poskrbeti za starejše tisti, ko si mogoče res kakšno stvar ne morejo privoščiti in je prav, da jim pridemo vsaj malo nasproti in jim polepšamo kak dan. V času, ko ste tudi gostinci pravzaprav v nemilosti, to dvoje verjetno gre zdaj res z roko v roki z dobroto. Ja, veste kak je, težje kot je, bolj moramo skupaj držati. Vsaj tako mislim, da je prav. Gospa, ki ji boste vsak dan pravzaprav priskrbeli obrok, je gospa, ki je imela težko obliko covida, bila tudi v komi. Celo svoje življenje je posvetila pomoči drugim, izhaja iz zdravstva, delala je kot prostovoljka in še vedno to dela pri Rdečem križu, v društvu upokojencev za skupini za samopomoč. Kaj ji v naslednjem mesecu sporočate? Ja, predvsem gospe bi zaželel čim prejšnje okrevanje, da nam ostane čim bolj zdrava in da kljub težki situaciji, da gleda v prihodnost pozitivno. Izredno smo ponosni, da je dodana vrednost k naši akciji tudi ta, da bo naša sodelavka Lara Šlofen mesec prinašala hrano gospe Željki Vovk, sama seveda hrano gostilne Uštirka. To je velika dodana vrednost. Izračam paket. Gospe pa želim en lep dober tek. Hvala iz srca. Dobar dan! Najlepša hvala. Pozdravljeni, mi da se bomo družili cel mesec. Najlepša hvala. Ravno tako lepo dobro besedo in postala ena prijateljica. Najlepša hvala. Evo, tole imamo pa danes eno dobro malenko za vas. Hvala, ker se menjete. Ja. Zdravež. Najlepša hvala. Hvala kogu pa pošiljanje od firme, ki je. Simona je že rekla, da je Uštirka. Pravzaprav zahvaljujem se pa resnično vsem, kateri so v tem projektu pridruženi od srca. Torej, gospa Željka Vovk, v čast nam je in veseli smo, da vas bomo na tak način lahko presenetili pravzaprav cel mesec. Nekje na poti spoznavanja, ko ste se pogovarjali in dogovarjali za to akcijo, sem ugotovila, da ste pravzaprav celotno svoje življenje posvetili pomoči drugim, pa še vedno se posvečate temu. Morda tisto prvo vprašanje, gospa Vovk, vidim ogromno priznanj. Kaj ste v življenju in kaj še v življenju počnete za druge? Mislim, da je prav, da to povemo, ker ste lahko ponosni na to. Kot zdravstven delavec upokojen, tišču do sočloveka me je vodil celo življenje, da pomagam drugim. Tako da sem v naši mestni četrti, takrat smo osnivali krajevno skupnost, že začela prostovoljno delo opravljati. Da smo ustanovili krajevno skupnost 76. leta. In od takrat so se funkcije kar nizale, kljub tem, da sem imela že službo, družino, sem se svestransko za ljudi razdajala. Nikoli nisem pomislila, da tega ne bi bilo treba. Enostavno je v meni bilo, tisto me je gnalo naprej. In še do dan danes se še zmeri prostovoljno razdajam za naše invalide. Imamo enkrat mesečno meritve
sladkorja, holesterola, pritiska, zdravstvene nasvete nudim, tako pri društvu upokojencev Celje na Muzejskem trgu. Tudi imam funkcije predsednica socialnih komisij v obeh društvih. Pri Muzejskem trgu še imam skupino starejših za samopomoč, že 17 let. So te potrebe starejših danes zelo velike v primerjavi morda s preteklimi leti? Kako recimo skozi svoje izkušnje to vidite? Potrebe, zdaj res skozi svoje lastne izkušnje, ko enkrat pridemo v eno starostno obdobje, ko nam otroci grejo svojo življenjsko pot, smo enostavno sami. In takrat imamo potrebo po druženju. In ta socializacija starejših ljudi je nujno potrebna, da se ne zaprejo v svoje 4 stene, da se ne izolujejo od zunanjeg sveta. In vam lahko povem, ki sem prej Vlatki povedala, kako me določene članice telefonsko se pogovarjamo, sprašuje, kdaj se bomo srečali, da se ne bo skupina razpadla. Sem rekla, zdaj zaenkrat moramo potrpeti, da se ta epidemija zaustavi in da bomo ponovno se spet srečali, in sem vesela, da so čuteče do mene in hvaležne še istočasno, da vsak dan nam vsaj od 1 ali 2 poklic, da vidijo, kako je z mano. Koliko to tudi vam pomeni? Enako velja, to, ko jaz njima nudim, meni menda dvojno vračajo, ker me nekako to oplemenjuje še dodatno, da se zavedaš, da nekom dobro narediš. Istočasno tudi tisti pogovor, ko opravljamo tam v skupini, enostavno slišiš in vidiš različne stvari se dogajajo pri ljudeh in se trudiš in tudi nekako pomagati, olajšavati določene trenutke, če kaj takega. In me veseli, moram to poudariti, da je skupina Iskrice resnično sestavljena iz okolice Celja, z starostniki, ko se s taksijem pripeljejo v skupino, z avtobusi. Tako da resnično sem ponosna na te moje, jaz rečem, moje punce. Gospa Željka, izredno smo veseli še enkrat, da smo se na tak način spoznali. Čeprav morda za zamudo, ker so priznanja nekateri že z vrsto let, jaz moram povedati, da je gospa Željka Vovk prejela pred leti tudi bronasti celjski grb, kar še enkrat potrjuje, da ste resnično svoje življenje posvetili drugim. Zato vam ob tej priložnosti tudi res čestitamo, tudi zato, da ste bili izbrani za naš projekt. Jaz sem bila resnično hvaležna, ko sem bila izbrana za taj grb. To mi je pa resnično veliko pomenilo, ker sem edina v naši mestni četrti, ko imam občinski grb. Posebej pa, ko sem bila za to priznanje, ko sem šla na Brdo, po priznanje za najprostovoljko v Sloveniji, takrat je bil Danilo Tirk predsednik. To mi je bilo pa spet eno tak posebno, da si jaz, kaj sem jaz, Željka Končar Vovk, da lahko grem na Brdo. Ker jaz si nikoli nisem predstavljala, da vse to moje delo nekaj je velikega. Jaz sem zmeri čutila, da sem skromen človek. Jaz sem se skozi celo življenje, od šolanja, od dela, ker sem od doma tako navajena, te skromnosti, teh vrlin človeških. In to je za mene pol tako bilo veliko in sem bila res počastovana takrat. Vse to je veliko. Gospa Vovk, za vami je izredno huda izkušnja. Nam je žal, da ste morali to pravzaprav nekako preiti čez to izkušnjo, po drugi strani pa se mi zdi, da ste velik vzor vsem nam, še posebej zdaj v tej epidemiji. Vi ste bili namreč hospitalizirani ravno zaradi koronavirusne bolezni. Kolikor vem, ste bili tudi v komi. 13 dni, ja. Kako zdaj gledate na to nazaj in morda tako sporočilo vsem
smo v času, ko nekateri tudi ne verjamejo, nažalost, v to, da je epidemija in ta bolezen tudi resna. Še dan danes ne hodi patronažna sestra prevezovati peto, ko sem imela tisti dekubitus od tega dolgega ležanja, ipak sem bila 2 meseca pa še neki bolnici. Resnično v kliničnem centru zdravniki so moji hčeri, ko tam dela, rekli, da je njena mama medicinski fenomen, da sem preživela. In vsem tem nevernim Tomažem, ne glede na starost, moram resnično, ali se sliši grdo povedati, da vsakem privoščim delček mojeg prestajanja borbe s tem koronom, pa bi se prepričali, da resnično nam prijeti veliki sovražnik, ko ga ne vidimo. Ste danes kaj bolje, vedno vsi govorijo o posledicah korone. Kako se danes počutite? Še zmeraj, vse se lahko vidi. Jaz sem brez las skoraj ostala, so lasi spadali, bolečine v mišicah, v sklepih, še danes imam občasne tremore, da se mi začne tresti. Občasno me začne mraziti, pa nespečnost je še prisotna. Najbolj hudo mi je pa to, da spomin še ne morem, recimo od tistega časa, ko me je vnukinja najdla na pol mrtvo, ker če bi 1 uro pozneje prišla, me več ne bi najdli. To se pravi, 5 dni sem bila doma, nisem se nič zavedla. Jaz sem komi 27. oktobra sebe prepoznala v sežanski bolnici, da sem jaz. Obdobje ostalo je bilo za mene velika crna luknja, kar mi povejo moji izvidi, to edino vem, drugega se pa ne zavem. Ker ste bili v komi v tem času in zdaj ste tu, kar smo izredno veseli, gledate zdaj na življenje kaj drugače? Ja, bolj cenim, ker se zavedam, da sem ob tej priliki skoraj 2-krat lahko umrla. Pa sem se izvlekla in sem rekla, ne smem razmišljati nazaj, kak je bilo, ampak samo hrabro naprej. In resnično se je sama Vladka zdaj vidi, koliko sem jaz napredovala, da sem bila okosnjak izdrav, da sem prišla, zdaj sem pa le kakor toliko, da sem sposobna sama o sebi kakor toliko brinati se. Morda samo za zaključek par besed. Gospod iz Oštirke, gospod Miran Ojsteršek, je zelo ponosen tudi na to, da ste čez našo akcijo vidva skupaj prišla, da vas bo lahko oskrboval s prehrano v naslednjem mesecu dni. Sporoča vam, da ostanete močni še naprej. Morda še na koncu vaše sporočilo za naše poslušalce, bralce, pa tudi ne nazadnje za gospoda Ojsterška. Od srca se zahvaljujem temu projektu in ga resnično spoštujem, predvsem pa resnično gospodu šefu Oštirke in vsem udeležencem v tem projektu se od srca zahvaljujem, da ste mene zbrali za to nagrado. Toliko več mi pomeni, ker do sedaj, bom tako rekla skromno, nikoli nisem imela nobene sreče v loteriji pa kaj takega. Človek se ne želi. Za mene je to največ dokaz, da sem bila res zaslužna pa pridna pa do ljudi tako sočutna. Ampak da mene se najde za nekaj takega, to mi pa res veliko pomeni in se resnično od srca zahvaljujem. Pa imate zdaj solze na očeh? Ja. Ne se joka, to morajo biti zdaj solze. To so radostnice.